To bo seveda malo tako motivacija za knjigo, da jo boste prebrali, vzeli v roke, jo mogoče tudi ponotranili. Ampak malo bo pa tudi utrinjanja, ne? Ker imam pač take izkušnje, da lahko tudi majčkeno utrinjamo o boleznih in o tem, kaj voda pomeni. Kronična celična dehidracija ubija boleče in prezgodaj. Saj to je že Mihael Napovedniku napisal. Zločin je, da ob koncu 20. stoletja človeško žejo še vedno zdravijo s počasnimi strupi. To je zapisal zdravnik Batmangeli februarja 1995. 1995. To je bilo tik pred izdajo knjige Telo kliče po vodi, katero je pač tako naslovil, ampak že v podnaslovu je pomenljivo zapisal: niste bolni, žejni ste. Ne zdravite žeje zdravili. In to knjigo sem 97. leta, takoj, ko je pri nas izšla, kupila in verjemite, da sem jo večkrat vzela v roke, ampak pravo poslanstvo in zelo sem si pomagala z vodo, vam bom tudi kakšno lastno izkušnjo povedala, ampak pravo poslanstvo te knjige sem dojela šele zadnje mesece. Zato sem se odločila, da vas malo navdušim zanjo. No, ta zdravnik je šolal se to je Iranec, rojen 31. leta v Teheranu. Študiral je v Angliji, 79. leta pa se je vrnil nazaj v Iran in v tem času revolucije so ga zaprli, zaplenili vse družinsko imetje in tudi njegovo osebno. Doletela ga je usmrtitev, če ne bi revolucionarna garda ugotovila, da jim lahko koristi kot zdravnik za zapornike. V zaporu Evin je neke noči odkril zdravilno moč vode pri peptični razjedi. Tedaj je namreč namesto zdravil, ki jih ni imel na razpolago, ulkusnemu bolniku, to je bolniku s čirom na želodcu recimo, s hudimi trebušnimi bolečinami dal popiti 2 kozarca vode. In zgodilo se je nekaj, kar bi rekli čudež, v 8 minutah so bolečine izginile in ta dogodek za njega pomeni novo obdobje v medicini. Naslednjih 25 mesecev zapora je posvetil kliničnemu raziskovanju medicinske vloge vode za zmanjševanje stresa ter zdravljenje stresno pogojenih telesnih bolezni v zaporu. On je zapor imenoval kot najidealnejši laboratorij za stres, ne. No, do usmrtitve ni prišlo, seveda zaradi lažnih obtožb, ni prišlo, ker je na koncu po teh 25 mesecih sodniku pokazal ta članek, ki ga je objavil na podlagi teh raziskovanj, kliničnih raziskovanj, ki jih je v zaporu izvedel. No, je pa poslal te izsledke še v London, profesorju gastroenterologije, ki je bil pripravljen, oziroma je objavil to v svojih znanstvenih revijah, in pa tudi časnik The New York Times je poročal o teh dognanjih na svoji znanstveni strani. Torej, začelo se je vzpodbudno. Potem je pa, ko je prišel iz zapora, pa pobegnil 82. 83. leta v Ameriko, tam pa so se začele stvari drugače odvijati in kazati, a ne. Ustanovil je fundacijo za preprosto medicino, nadaljeval je z raziskovanjem telesnih bolečinskih signalov in temeljne vloge nevrotransmiterja histamina, to je živčnega prenašalca, in o tem seznanjal znanstvenike in raziskovalce v Ameriki in tudi v Evropi. V bistvu je predstavljal vsebino te knjige. No, in 89. leto po nastopu na eni pomembni interdisciplinarni svetovni konferenci o vnetju, antirevmatikih, analgetikih in imunomodulatorjih,
pa je poslal pismo pomočniku Ministrstva za zdravstvo ZDA, kjer je pojasnil predlagane spremembe paradigme, ki bi upoštevala telesne potrebe vode in prinesla seveda rešitve mnogih zdravstvenih težav. Odziv je bil manipulativen. Veste, na tisti način, bom dal še temu za prebrati. Pa ta je še pomembnejšega odkril, bo še in tako je seveda vse ostalo tako, kot je. Ampak, zakaj vam to govorim? Ker živimo v času, ko rabimo ta pogum. In ta zdravnik je imel jajca, imel je pogum in ni si dal do sebe in je še naprej utemeljeno razlagal dejstvo, da dehidracija lahko povzroči bolezen. No, in zakaj, ko boste knjigo brali, zakaj se ta stres nekako enači z dehidracijo? Zato, ker je ugotovil, da dehidracija telesa povzroča v telesu stres. Stres povzroči nadaljnjo dehidracijo telesa. Torej oba povzročata v telesu enaka stresna fiziološka dogajanja. Torej, kako pomagati, da se telo dovolj hidrira, da ne povzročamo še dodatnega stresa telesu. No, nekaj podatkov o sestavi, ne. Človeško telo sestavlja 25% trdnih snovi, imenuje jih topljenci, pa 75% vode, imenujemo topilo. V možganskem tkivu je vode še celo več, je 85%. Na nepomembnost vode kot topila v telesu so takrat vplivala izhodišča uveljavljena v kemiji, ki so dejansko zavedla medicino. Tako da še danes topljence, torej ta manjši del, obravnava medicina kot regulatorje, vodo pa le kot topilo in telesni transportni medij. Zaradi te zmotne predpostavke so bile vse aplikativne raziskave človeškega telesa usmerjene k identifikaciji, iskanju določenih snovi, ki naj bi bile odgovorne za nastanek bolezni. Tako so danes, glejte, ko rečem danes, citiram njega, avtorja knjige, to je bilo leto 1995, ne. Tako so danes z izjemo bakterijskih okužb in uporaba antibiotikov, torej vsa zdravljenja le paliativna. Si morate misliti, 95. leta se je že vedelo, da ni nobenega zdravljenja, razen bakterijskih pa teh obolenj z antibiotiki, da je vse le blažitev, tako kot bi bili na smrtni postelji. No. In je zapisal dalje: zvišanega tlaka ne ozdravijo, ampak ga vse bolnikovo življenje le zdravijo. Astme ne ozdravijo, saj so inhalatorji nenehni spremljevalci bolnikov. Razjed pri bavilih ne ozdravijo, sredstva za nevtralizacijo kisline morajo biti ves čas pri roki. Alergij ne ozdravijo, preobčutljivi ljudje so trajno vezani na zdravila. Artritisa ne ozdravijo in sčasoma vodi v invalidnost in tako dalje. Zdaj pa nekaj, kar bi rada opozorila. Ne pozabite, da je bilo to leto 95. In je medicina učila, da je voda za telo nepomembna. Nepomembna. A je danes kaj drugače? To je prvo vprašanje in večkrat si ga zastavite. Zdaj pa nekaj o tem, zakaj pa za naše zdravje piti vodo in uživati sol. Piti vodo in uživati sol. Tisto, kar govorijo, da je za naše zdravje dobro, ne. Vodo tako mimogrede, kakšen zdravnik omeni, po mojih izkušnjah. Sol je pa itak reklamiranje, kako je vse presoljeno, kako moramo manj soljeno hrano, kako ne vem kaj še vse, no. Kako krvni tlak dviga, ono, tretje. No, zdaj bom pa razložila, zakaj pa je ravno kontra.
Telo rabi veliko več vode, kot smo pripravljeni mi popiti oziroma sprejeti in užiti več soli, kot nam jo propagirajo. Živili v naše telo pride tako imenovana biološka snov histamin, ki jo telo v tem presnovnem procesu mora razgraditi, sicer ostaja v telesu in povzroča tako imenovane histaminske alergijske reakcije. Posledično temu seveda telo da simptome kot alergijski znaki. Za razgradnjo histamina je odgovoren encim. Najdemo ga v črevesju, ampak ni to tako pomembno, kateri encim. Pomembno je, da encimi, sploh pa ta, potrebuje za učinkovito razgradnjo histamina vodo in sol. Vam bom razložila, kako je to. Ko govorim piti vodo, imam v mislih samo vodo. Ne more biti limonada, ne more biti kokta, ne more biti čaj, čista voda. Nič drugega ni kot voda. In voda je potrebna, da ostanejo naše dihalne poti vlažne in se ne izsušijo med pretakanjem zraka. Za zaščito tkiv ta izloča sluz, ki se lahko tako poveča, da preprečuje normalen pretok zraka. To je vsem vam in meni jasno. Kako imamo zamašen nos, sinuse, grlo, ne vem kaj še vse. Če primanjkuje vode, začne telo zadrževati sol. To ni dobro, ker se začnejo kristali in ne vem kaj še vse po telesu delati. Torej, posledice so te artritične bolečine. Zato je voda nujna. Ampak voda ni dovolj. Dodati moramo sol. Sol pa je potrebna, ker je naraven antihistaminik. In z uživanjem soli preprečimo prekomerno nastajanje histamina, ki ni dober za telo, ker ga mora telo razgrajati. No, in sol da natrij in prav natrij iz soli je tisti, ki pomaga razkrojiti sluz v pljučih, da postane vodena in se izloči iz dihalnih poti. Torej, natrij je naravni razkrojevalec soli in se običajno izloča na način, da naredi sluz topljivo, odstranljivo in ko jo izkašljamo, lahko tudi okusimo to slanost. Torej, brez tega ostaja histamin v telesu in dela mnoge nedobre stvari, ne. Torej, ta histamin je nevrotransmiter, živčni prenašalec, in če ga telo ne razgradi, pride do živčnih končičev, pripotuje do živčnih končičev in povzroča tudi bolečino. Med takimi kroničnimi bolečinami, malo razmišljajte, če imate kakšno recimo, ne, so dispeptična bolečina, bolečine pri revmatoidnem artritisu, bolečina pri angini pectoris, to je boleče tiščanje v prsih, pri hoji ali pa celo pri mirovanju. Bolečine v križu, intermitentna klavdikacija, to so bolečine v nogah, predvsem pri hoji, migrena in vsi ostali glavoboli, kolitična bolečina in z njo povezano zaprtje. A vam je jasno, a je kaj ostalo sploh? To je to. Avtor navaja dve dejstvi, pomembni in do tistega časa, torej 95. leta, še ne upoštevani. Bojim se, da je čisto ista situacija ali še veliko bolj prikrito nesramna in škodljiva za nas. Prvo dejstvo,
ki ga avtor navaja, je: telo s staranjem lahko dehidrira. V tej knjigi boste, če boste se lotili prebrati, boste videli tudi en prikaz, ko avtor pove, kako telo dehidrira. V prvem delu otroci, potem ta doba do 20 leta in tako naprej, ampak pravi, telo s staranjem, kakorkoli se staramo, dehidrira različno. Suha usta. Praviloma pravijo, če imaš suha usta, potem moraš nekaj piti, žejen in tako naprej. Ne, suha usta niso edini znak žeje oziroma zaznava telesnih, ni edina to zaznava telesnih potreb po vodi. To je absolutno zmoten medicinski nazor in izključni krivec neuspeha pri odkrivanju dehidracije. Suha usta so v resnici zadnji zunanji znak izredne dehidracije telesa, ki lahko preide v kronično in je vzrok marsikateri bolezni. Drugo dejstvo, na katerega opozarja avtor, pa pravi: bolečinske signale bi morali upoštevati kot primarne znake dehidracije. Vse tiste bolečine, ki sem jih prej naštela, ki se pojavljajo. Šele ko je ta možnost izključena, so upravičeni nadaljnji in zapleteni diagnostični postopki. Ponavljajoče se neinfekcijske in kronične bolečine je treba vrednotiti kot znake telesne žeje. Zanimivo, kar ta zdravnik oziroma v tej knjigi opozarja, je to, da pravi, neprepoznavanje telesnih signalov žeje bo ob sedanjem načinu zdravljenja. Jaz sem trdno prepričana, da je čist enak način še danes, ampak dajmo vseeno to 95 vzeti v zakup, nedvomno povzročilo zapletene probleme. Kaj misli s tem? Kdor je informiran o tem, on tako apelira v tej knjigi, pravi, ko ste informirani o tem, kaj rabi telo, da je dehidracija tako škodljiva za telo, potem ste soodgovorni. Soodgovorni, nosite odgovornost skupaj s zdravnikom, zdravstvom, za vsiljeno zdravljenje zdravili ali tudi vsiljene invazivne diagnostične postopke, če bi na primarni stopnji diagnosticiranja morda voda, čeprav bi morda na teh prvih stopnjah odpravila voda te motnje. Poznavanje tega je odgovornost pacienta in zdravnika. In noter posebej pravi, dajte svojega splošnega, svojega osebnega zdravnika opozoriti, naj predno začne neko diagnostiko, preveri, a ste hidrirani, a je vaše telo hidrirano ali ne. In še nekaj, kar me je zelo presenetilo, avtor pravi, vsako zdravilo, ki ga testirajo na določeni populaciji, ob tem testiranju bi morali najprej testirati hidriranost populacije, ki bo preizkušala to zdravilo. Tako je to s to vodo, evo. In kako recimo to hidriranost telesa preizkusiti oziroma kako priti do te hidriranosti, avtor pravi, s prilagojenim dnevnim pitjem. Vsaj 2,5 litra na dan v trajanju od enega dneva do dnevov, recimo, ko bomo začeli redno jemati analgetika ali neka druga zdravila. Torej preizkusiti, a se bo telo kaj drugače odzvalo, oziroma se bo sploh odzvalo, če bomo samo pili. Brez zdravil, ne smemo imeti še zdravil. To pomeni, da ne smemo iti takoj zdravila, ampak če imamo že neke bolečine, poizkusiti najprej s hidriranostjo telesa, ugotoviti, kako telo deluje, oziroma voda deluje, in šele potem se odločiti za analgetike ali recimo antihistaminike, to, kar so zdravila za nevtralizacijo želodčne kisline.
In še posebej opozarja na kar precejšnjo število smrtnih primerov zaradi zdravljenja z analgetiki in opozarja še posebej tudi na to, da vsak analgetik zvišuje dehidracijsko škodo, ker vsa zdravila utišajo opozorilne znake, ne odpravijo pa njihovega pravega vzroka. In to je zelo pomembno, če hočemo ohraniti zdravje. No, še ena misel iz knjige. Knjiga je zelo obširna. Jaz sem jo brala že od leta 97, vsakokrat, tudi avtor pravi, vzemite jo večkrat v roke. Jaz sem jo res večkrat vzela, pa ne zato, ker bi ravno to si zapomnila, da piše notri, ampak zato, ker je to eno sveto pismo zdravja. In pravi, vsi, ki boste osvojili to znanje, govorite ljudem okrog, postanite zdravilci, da bo počasi svet spoznal, kako imamo medicino lahko preprosto in kako imamo vse na dosegu roke. No, znanstveno ozadje navedenih, če pa to še povem, ne, znanstveno ozadje navedenih pogledov, je zapisal avtor, je znano. On je zelo odprto govoril, objavljal v znanstvenih revijah o teh svojih odkritjih, seznanjal tudi te politične sfere, ki odločajo o medicini in zdravstvu, in je zapisal, znanstveno ozadje je znano in tudi strokovnjakom predstavljeno, vsem tem strokovnjakom, ki raziskujejo bolečino, a se temu zoperstavlja AMA, to je Ameriško zdravniško društvo, in njih Ameriški zdravniški inštitut. Zakaj to pravim? Zato, ker vas sprašujem, a je danes 40 let kasneje kaj drugače? Ko sem to knjigo spet prebrala, se pojavljajo notri vsi ti profesorji, vsi ti zdravniki, vsi ti odločevalci, ki tudi danes so zelo, zelo nekako povezani s COVID situacijo. In jaz sem brala še druge knjige, pa vem, da se ponavljajo, ampak moram reči, da se ponavljajo točno v istih vlogah. Ali so na strani korupcije, ali so pa na strani poštene znanosti. In to je presenetljivo. To me je tako prijetno pobožalo, ker sem videla, da eni vztrajamo in bomo vztrajali do konca. In pili vodo, da bomo dolgo časa in delali in težili. No, o poslanstvu knjige sem že napisala. To je res dobrobit za posameznika in skupnost. Knjiga prinaša resnico, pred katero avtor ne beži, to je velika stvar, kar je pomembno tudi za današnji skoraj 40 let kasnejši čas. Sporočilo avtorja je povsem v sozvočju z našim društvom. S pravili našega društva se išče zdravje po poti naravne logike in preprostega, zmanjšanje naših stroškov zdravstvom in prinaša veliko možnosti za ohranitev in vzdrževanje zdravja. Posledično pa seveda, kot rečemo v društvu, za srečno življenje tudi srečo, ki jo sproža v nas zdravo stanje telesa in duha. Žal pa ni dosegla ta knjiga, razumevanja in naravne logike pomembnih odločevalcev na področju medicine in tako predlog tega zdravnika Batmangilija, da bi se vpeljala nova paradigma zdravljenja s pomočjo vode, ni bila sprejeta in še danes ni. A njegova odkritja o pomenu čiste vode živijo in dajo rezultate. To lahko ugotovi vsak na lastni koži. Če imam toliko časa, še par minut mislim, da imam, veste, imam še eno precej obširno temo iz te knjige, ampak mogoče bi enkrat drugič. To so pa nove ideje o AIDS-u, ki jih je zapisal v zadnjem delu knjige, ampak se mi zdi, da je tako zanimivo, ker ko sem knjigo brala 97. pa potem naprej, moj ni bil še odprt, da bi razumela stvari. Zato vam o tem pišem, kako je treba večkrat prebrati
ker se nam počasi šele odpira za vse. Mi smo res programirani v enih delih našega uma, ne. In jaz sem človek, ki sem zelo odprta za vse nove stvari, ampak tukaj sem sama sebe presenetila, ko sem ugotovila, da te nove ideje o aidsu 97., 2000 leta, 2010 nisem še razumela. Zdaj sem dojela in je isto zavajanje, ista manipulacija, takrat se je začela, kot je sedanji narekovaj covid. Tako da to bi mogoče enkrat naslednjič, ker je kar obširno področje. Bi pa morda za zaključek rekla tako, ne. Jaz imam osebno izkušnje dolga leta s postenjem ob vodi. Lahko je seveda kakšen sok, ampak ne sme biti nobenih koščkov, mora biti vse bistro. Tako da presnovo čisto ustaviš, prebavo, ne. In v 3 tednih ali v mesecu dni, kar sem se postila, to je bilo 30 let, sva z možem to delala, se upam trditi, da samo takrat je bilo moje telo res, res hidrirano. Viktorija, glede na to, da si vse to preučevala zdaj in dobila v času epidemije, pandemije in vseh teh 3 let nek nov pogled, ki se ti je odprl, tako kot meni in vsem nam, sem prepričan, zato smo tukaj in se družimo. Kaj bi ti svetovala, glede na to, da si iskala vodo, kakšno vodo, kje jo dobiti, je to filtrirana, ali je to trda voda, ali je to kuhana voda, imaš kakšne izkušnje z tem? Jaz sem vedno čisto običajno vodo pila. Res sem v zadnjem letu pa pol tudi filter nabavila, tako da kombiniram. To filtrirano vodo, kadar jo odkopijem, jo malo, se boste videli, v knjigi piše, ali daste malo soli notri, ali pa daste na jezik, posolite na vsake toliko malo, ne, je to zelo, zelo pomembno. Drugače pa nikoli nisem kakšne posebne vode, sploh ne kupljene, ustekleničene. Glejte, če mi bo to škodilo, pa mi bo to, ampak zaenkrat se še vzdržujem. Tudi pri postu, čisto navadno vodo, kjerkoli sem bila, sem lahko to pila in nisem nikoli imela nobenih težav. Tako da jaz bi rekla kar pogumno. Mi še vseeno, kljub temu, da ima vse sorte, letijo strupi, gor iz zemlje, dol iz neba, od kjerkoli čte, je še zmeraj ta voda zlata vredna. Jaz se spominjam leta 1984 sem potoval v Ameriko. To je bil socializem, tle je bilo, mislim, to je bil dogodek, a ne. Si šel v en drug svet in že to, ko smo seveda prišli gor, ne, v prvo restauracijo, na mizi 2-litrski vrč z vodo, ledom, preden si karkoli dobil, je bilo 2 litra vode. In seveda smo najprej tisto vodo pili. Meni je prav pasno, kot to pa lušen, tam pri nas, kjerkoli se moraš za vodo prositi, fehtati in še grdo te gledajo, a ne. Tako je bilo, ne. Zdaj te stvari, glede na to, da si bolj doma, zdaj ne vem, kako je okrog, to se seveda zelo hitro spreminja, s hitro prehrano, dobiš v tistem škrniclu in greš, a ne. A ti povem, kako je zdaj? Daj. No, sva z možem decembra smučala. Običajno nikoli ni bil problem dobiti kozarec vode ali pol litra vode, to je Italija. Zdaj ni bil problem, ampak je voda iz pipe zaračunana. Tako. In pri nas, glejte, to je bilo leta, ja, tam okrog 2000 oziroma mogoče ene 2-3, eno vroča nedelja v Bohinju od jezera greva in si privoščila, da bova nekaj popila in kozarec vode prosila tudi zraven, mislim, da je bila kavica, kratka kava. In pravi, pri nas ne strežemo, direktor prepovedal, lahko pa flaširano oziroma ustekleničeno kupite. No, tako, vidite, tako so nas počasi začeli, ne, seveda jaz sem se bunila in sem takoj tudi napisala v časopis in tako naprej, ampak glejte, tako je, in če smo čisto tiho, nas pač peljejo kakor jim paše, ne. Jaz ne vem, kako bi se ti zahvalil, ker mislim, da si marsikoga spomnila,
od vseh nas, da je največ težav ravno v tem, ker pijemo, ne vem, neke gazirane pijače, neke kupljene pijače, se odžejaš recimo s kavo, pivom, ne vem, s čem, samo z vodo ne. In zanimivo je, ne, da je voda na bencinski pumpi dražja od goriva. Ja. In vprašanje, kaj je v tisti vodi, vprašanje, kakšna je deževnica, vprašanje, kaj vse v tekočo oziroma v to, bom rekel, mestni vodovod, kaj vse dajo. Jaz sem čudne stvari prebiral, kaj vse dajo. Snov za pomirjanje naroda, da narod ne znori, da se mu ne zmeša ob vsem tem. Tako kot v taboriščih včasih, ki so dajali noter klor, zato da so ljudje ostali mirni, zaštekani v bistvu, po domač povedano. Tako da, zdaj je voda največji biznis. Bral sem prejšnji teden United Nations, ima en poseben sektor, kjer bodo zdaj sprožili trženje z vodo. Če se logirate na unitednations.com in greste na sektor, kjer zdaj z vodo operirajo, boste dobili marsikatere informacije. Jaz sem hotel v zvezi s tem tudi narediti, bom rekel, eno tako seznanitveno predavanje oziroma seznanitev z vsem tem, ker kar se zdaj dogaja tam gori, se zelo hitro zgodi tudi pri nas. Svet je postal ena majhna vas in prenos informacij danes je izjemno, izjemno hiter. Tako da, glede vode, da se vrneva na temo, jaz se počutim zelo fajn osebno, sem v nekih določenih letih in kar si prej omenila, sušo v ustih, je to že kronično si omenila, to se pravi, jaz rabim zelo veliko vode, ker zelo veliko sedim tukaj v tej elektroniki, zelo veliko delamo. Tako da hvala ti, ker si me na to spomnila, zato da bom lahko še nekaj časa ali pa vsaj dlje časa, kot sicer, če mi ti tega danes ne bi povedala. Tako da sem zelo, zelo, zelo hvaležen. Mihael, fino, hvala. Jaz sem tudi tebi hvaležna za vse, kar delaš, zaradi tega, ker sem se veliko naučila, veliko odprla svojo glavo, svoj dovolila, da pride. Ampak, da bi pa utrinek na to, ki si rekel, vodo, kaj vse nam dajo. Verjetno nam vse sorte dajo. Ampak jaz to vodo pijem in mene niso mogli umiriti. In tebe tudi ne, pa pijeva, ne? Hočem reči, da je... Ne, vsi, razumem. Hočem to povedati, jaz ne rečem, da na nekoga mogoče vpliva drugače, na nekoga, to absolutno vzamem v obzir. Ampak hočem povedati, da je tukaj še nekaj drugega, tisto, kar mi naredimo v naši glavi s to vodo. Mi potujeva okrog, nikoli ne kupujeva, če ni res posebna situacija vode v trgovini ali flašah, pijeva kjerkoli je. Če prebivalci tam preživijo, bo tudi mi dva. In niso še nikoli imela nekih sitnosti ali kakšne driske ali kakšne težavke. Nikoli nič. Tako da, lejte, jaz mislim, da se treba osvoboditi. Ta knjiga vas bo še nekaj drugega naučila. Govorila bo o tem, kako se ljudje ne upajo odpovedati zdravilom. Kako so prestrašeni od tega, kaj je zdravnik rekel. Pa bom zaključila z eno mojo popolnoma osebno izkušnjo. Ko sem bila stara 14 let, sem zbolela za miokarditisom. To je vnetje srčne mišice. To je bil 8. razred. Bila sem hospitalizirana, potem v zdravilišču in potem seveda sem 5 let, to je ta 8. razred in še 4 gimnazije in potem še malo čez gimnazijo, bila neodvisna, ampak morala sem, narekovaju, jemati ospen 2-krat na dan, poslušajte, 2 zdravili in še nekaj drugega, zdaj se ne spomnim. Ne vem, kako se še reče, v glavnem 3 zdravila. Po par letih nisem mogla več. Hkrati, poglejte, sem dobila navodilo, ne telovaditi, paziti ne vem kaj in tako. Od revmatologinje, ne? In to je trajalo 8. razred, vso gimnazijo, ampak glejte, kaj se, zdaj pa neke logike, ne? Naravne logike. To je vse bilo na papirju, jaz sem to tudi se držala v šoli, ker sem se bala, kdo bo kaj rekel in tako naprej, držala se teh zdravil, ker kaj bo, ne?
Ko sem pa zaključila, lejte, to je bilo 5. leto tega zdravljenja, sem se pa jaz sama pri sebi enkrat. To so pa kar taki na hitro neka spoznanja. In sem rekla, draga Vikica, hodiš ob koncu vikenda domov in greš takoj k staremu očetu in stari mami, ker je samo še teta in delaš ti za enega deca in cel vikend. In vse počitnice. Hej, zdaj pa ne smeš telovaditi, pa ne smeš, nehaj. In lejte, prekinila sem, nikoli več nisem šla k revmatologini, imela sem 20 let, še ne, začela sem aktivirati se v smučanju, ono tretje, delati naprej, danes sem še tukaj, če mi bo še kaj dano v pahino. Bravo. Kje se da to knjigo dobiti? To knjigo ima založba Ara. Aha. Jaz sem 2 knjigi naročila, kar v Mladinski knjigi, pa ti oni naročijo, pa te pokličejo. Super. In imam zdaj 2 doma za darilo.